Ja. Ja. Okay. Vse lepo prosil, da izklopite svoje mikrofone, da bo webinar potekal čim bolj nemoteno. Jaz imam izklop mote, ne? Mislim, da je to. Nekateri imate še vedno mikrofone vklopljeno, tako da če slišim jaz, verjetno vas slišijo tudi drugi. Ja. Tako da bi bilo zelo dobro, da vsi res preverite, da imate mikrofone izklopljene, zato da bo predavanje in prezentacija potekala čim bolj nemoteno. Mikrofonček imamo vključen, na glas imamo vse, zdaj, če bo pri slabosti še malo. To bo pa treba, da imaš pa še ful rekord. Še vedno imate nekateri vklopljene mikrofone, prosim lepo za izklop, hvala lepa. Še nekaj vas je? Minister, jaz sem ga prižgal, a me slišite zdaj? Čakaj se malo, Pogačam, hvala. Kje se mikrofon? Ti mi povej, za koliko ljudi imaš, pa za koliko se rabim, pa mi napiš. Še vedno imate vklopljene mikrofone. Martina ima vklopljen. Ne, zdaj kliknite enkrat. A lahko preverite svoje mikrofone in izklopite, kateri imate vklopljene? Boljše. Hvala lepa. Še malo bomo počakali, ker številke še vedno naraščajo, tako da bom še malo počakal. Smo že prek 400 udeležencev. 10.000 tablic po 150 €. A lahko izklopite mikrofon, prosim lepo, tisti, ki imate vklopljeno? Hvala lepa. Še vedno imate vklopljene mikrofone. Prosim lepo, če preverite, da izklopite. Mogoče Webex dopušča, da kar izklopi organizator vse mikrofone, tako kakšni drugi programi? Ja, to mogoče, ja. Delamo na tem, da mutamo vse, ki so unmutani. Traja nekaj časa, ker je 450 ljudi. Veliko prej bi bilo, če bi vsak sam izklopil, kot pa da moramo mi, ampak bomo to tu počakali, zato da bo kvalitetno predavanje, noben problem. Že zdaj pa zahvala za visoko kooperativnost in da ste pozitivno se odzivali na naše prošnje. Zdaj se že ne sliši več, tako da, evo, čedalje boljše. Udeleženec z imenom Jože Kobe, Mateja, Martina, Tomaž Orešič, še vedno imate vklopljene mikrofone? Okej, se že sklapljate, hvala. Jaz bi samo sporočil, da obstaja funkcija mute all na zavihku participant. In se lahko z eno potezo izklopi vse. Hvala.
Hvala. Se Ste slišimo? minister nazaj prižgal zdaj? Ja. Funkcija mute all pomaga, če se slučajno potem kdo ne odmuta. Tako da ja. Tehinko, prosim, da mogoče večkrat tekom predavanja preveriš, pa vseeno tistega posameznega vseeno mutaš. Bom, ja. Ne morem pa mute, ko potem tudi ugasnem predavatelja. Ja. Zdaj pa številke udeležencev se počasi ustavljajo. Tudi čas je že 8 minut čez dogovorjeno uro. Jaz bi predlagal, da začnemo. Tisti, ki se bodo kasneje priključili, vsekakor zelo dobrodošli, pa bodo ujeli predavanje oziroma predstavitev od tistega trenutka naprej, od katerega bodo seveda prisostvovali. Najprej bi vas v imenu novo ustanovljenega ministrstva pristojnega za okolje, podnebje in energijo lepo pozdravil. Moje ime je Bojan Kumer. Pomagal mi bo današnji dogodek, to predstavitev, webinar moderirati Hinko Šulinc. Želel sem, da sem na začetku prisoten, da vendarle podam nekaj iztočnic, predvsem o namenu organizacije današnjega webinarja, ga bom tako imenoval. Za vse tiste udeležence, ki bodo slučajno se kasneje priklopili ali pa da bodo zamudili, se današnji webinar snema in bo namenjen tudi za kasneje, da se ga lahko se ogleda. Namen današnjega webinarja je izključno eden, namreč prejšnji ponedeljek smo imeli prvi sestanek vladno-štabne delovne skupine med vlado in pa gospodarstvom. Oba dva ministra, ki vodiva to delovno skupino, sva bila prisotna, skupaj z vsemi predstavniki združenj delodajalcev, gospodarske zbornice, da ne naštevam vseh, in pa tudi dveh predstavnikov Združenja dobaviteljev električne energije v Sloveniji, pravzaprav obeh generalnih direktorjev proizvodnih verig v Sloveniji, HSE in pa GEN, kjer smo spregovorili, kakšno leto je za nami in pa se seznanili, kakšne so trenutne energetske razmere v Sloveniji in pa v Evropi. Dana je bila pobuda, predvsem se strani predstavnikov gospodarstva, da bi bilo tisto mini prezentacijo, ki smo jo bili deležni na tistem sestanku, vsekakor vredno nadgraditi, obogatiti, pa tudi seveda prezentirati širšemu krogu, predvsem gospodarstvo, zato da dobite res resničen, celosten in bogato informativen pogled v dogajanje na energetskem trgu, ne samo slovenskem, ampak evropskem trgu. To vam bo zelo pomagalo, zato da bomo lažje prebrodili leto 2023, ki je še pred nami, predvsem pa, da bomo svoje misli čedalje bolj osredotočili na leto 2024 in 2025 ali še tudi kasneje. Namreč, kot boste kasneje videli, energetske razmere že omogočajo, da lahko rezerviramo slovensko proizvodnjo za slovenske odjemalce. Nikakor si vlada in tudi sam kot minister, ki je pristojen za energijo, ne želimo ponoviti lanskoletnih razmer, s katerimi smo bili soočeni, ko smo res morali zelo hitro in učinkovito ukrepati z raznoraznimi zamejitvami. Jaz mislim, da smo vendarle v drugi polovici leta uspeli kar dobro ukrotiti energetsko draginjo. Več ali manj so vsi odjemalci podpisali pogodbe, si zagotovili takšne in drugačne cene, strukturirane produkte. In ključno je, da smo danes v precej boljši poziciji. Namreč, če dovolite minuto, ko smo začeli naslavljati energetsko krizo,
sta bila pred nami dva problema. Problem zanesljivosti oskrbe, zaradi tega, ker je bila cela Evropa izpostavljena manko plina in pa manko proizvodne električne energije, in pa drugič tudi izvirajoč iz prve točke cedalje višjim cenam električne energije in tudi zemeljskega plina. Zelo smo se osredotočali, da je najdražja energija tista, ki je ni, da smo zagotovili zanesljivo oskrbo tako z zemeljskim plinom kot z električno energijo in to nam je uspelo. Bom nalašč omenil, da je Slovenija prvič bila oskrbovana brez dveh največjih blokov proizvodnje električne energije, TEŠ 6 in pa nuklearke, kar nekaj tednov. In to še po zimskem času, pa vendarle so bili vse kilovatne ure dostavljene vsakemu odjemalcu v Sloveniji. Tudi zaradi tega, ker smo imeli zelo dobro delujoč energetski trg in ker je Slovenija zelo dobro povezana z sosednjimi elektroenergetskimi sistemi. Danes je namen, da poslušate od Združenja dobaviteljev električne energije situacijo, kakršna je, kakšne so razmere, zakaj smo tukaj, kjer smo, kakšne so že cene, kakšne so cene električne energije in zemeljskega plina za leto 2024-2025, in da predstavijo tudi že prve ocene oziroma produkte, kakšne cene lahko pričakujete za svojo oskrbo. Neki tipski odjemalci, neke tipske cene bodo danes tudi zelo verjetno prezentirane. Sam prezentacije, ki jo je pripravilo Združenje dobaviteljev, ustanovljeno preko sekcije energetske zbornice, nisem videl, tako da bi se veselil predstaviti, ampak žal bom moral po mojem nagovoru, cirka 15 minut bom še lahko prisoten, ampak potem sem mogel opravičiti, ker me druge obveznosti vežejo naprej. Želja in sporočilo pa je, da dobite prave informacije od pravih ljudi in da vendarle smo zelo, zelo aktivni, ker cenovne razmere omogočajo, da lahko že danes si zagotovimo konkurenčne cene za 2024-2025, še posebno, ker so izgledi takšni, da so lahko že nižje, kot so trenutno regulirane cene, pa vemo, da je vlada zamejila cene in razliko bo morala v letošnjem letu financirati iz proračuna in si nikakor ne želimo, da bi bili konec letošnjega leta v podobni situaciji, ker proračun ne bo tega prenesel. Imamo možnost, da se temu popolnoma izognemo, zato je moj nasvet in moje priporočilo, da smo aktivni in da si zagotovimo konkurenčne cene, še posebno glede na to, da so slovenski proizvajalci in dobavitelji pripravljeni danes v nizkih štartih, da lahko ponujajo, in jaz temu rečem, slovensko proizvodnjo za slovenske odjemalce. O razlogih in pa okoliščinah, kakršne so danes, ne bi kratil časa, samo še to, da bi se zahvalil predstavnikom elektrogospodarstva za pripravo prezentacije. Verjamem, da bo po koncu prezentacije veliko časa za podajanje vprašanj, tudi preko četa, treba bo biti samo potrpežljiv. Skoraj 500, preko 500 vas je, tako da nek določen čas bo odmerjen tudi za vprašanja, mogoče niti vse, če bo tega veliko. Če bo interes velik, lahko naredimo v mesecu februarju follow-up, mogoče še en webinar, bomo videli, kaj bo diskusija prinesla. Zahvalil bi se tudi vsem predstavnikom, ki so sodelovali v vladno-štabni gospodarski delovni skupini za res konstruktiven dialog, ki smo ga imeli dejansko celotno drugo polovico leta 2022 in ga še nadaljujemo v letošnjem letu. In verjamem, da bomo s takšnim spoštljivim dialogom tudi nadaljevali, ker moramo na koncu skupaj poskrbeti za zanesljivo in pa seveda konkurenčno oskrbo z energijo. Na tem mestu bi predal besedo Hinkotu Šulincu, generalnemu direktorju Direktorata za energijo, ki bo moderator
celotnega Webexa. On bo naprej potem tudi moderiral, dajal besedo. Zelo fajn je, da imamo urejeno pa redosledno komunikacijo, da ne bomo zaradi digitaliziranega prenosa, da ne bo motena komunikacija. Tako da hvala lepa z moje strani, da ste me poslušali. Upam, da se sliši v redu, da je slika dobra. Zdaj bi pa predal Hinko tebi besedo, da prevzameš, da vidimo, če se te sliši, potem boš pa predal besedo predavatelju. Hvala lepa in lep pozdrav. Hvala, minister. A me slišite? Ja, slišimo. Zdaj, načeloma, kot je že rekel minister, najprej predavanje, potem pa vprašanja, ampak 5 vas ima v tem hipu roko gor. Je to slučajno? Ali lahko te roke ugasnem? Vidim, da je slučajno, potem pa kar prosil predstavnika dobaviteljev, Združenja dobaviteljev, da začne s prezentacijo. Lep pozdrav z moje strani, Hinko, me slišiš? Ja. Super se sliši. Ok, a tudi vidi se? Ja. Ja, prezentacija se vidi. Dobro. Jaz bom na kratko podal, čim bolj na kratko, nov uvod v smislu, kakšne so razmere, pa kakšno je stanje na veleprodajnih energetskih trgih, kakšno je bilo gibanje v preteklosti, kakšne so trenutne razmere, pa kakšni so obeti za bodoče, pa na katere stvari je treba biti najbolj pozoren. Pri gibanju v splošnem bi začel s tako imenovanim Purchasing Manager Index. Ta indeks kaže na gospodarsko aktivnost. Tukaj je jasno videti in ta indeks dejansko nam kaže najboljšo korelacijo med gospodarsko aktivnostjo pa odjemom, se pravi stranjo povpraševanja. Tle vidimo, kako je v času korone upadlo, potem po koroni se je aktivnost povečala, zdaj pa vidimo, da je pod 50, se pravi v upadanju. In dejansko to potem tudi, bomo videli, se reflektira na samem odjemu. Druga stvar, ki je treba izpostaviti, je, na kakšen način se je spremenila v preteklem letu struktura uvoza plina v Evropo. To je sicer prikazano za centralno pa severno Evropo, ampak je to dejansko odraža struktura in tukaj lahko vidimo, kako je ta del, ki prikazuje uvoz iz Rusije, padel in se močno pomanjšal. Po drugi strani se je pa uvoz prek LNG terminalu dejansko skompenziral skozi skoraj cel ta upadec in dejansko bistveno povečal. To je ta sprememba, ki se je zgodila, da smo dejansko nadomestili zmanjšanje uvoza plina iz Rusije. Vse skupaj se je odrazilo na cenah zemeljskega plina. Prvi porast, prvo špico smo imeli v zadnjem kvartalu ali po drugi polovici leta 2021. Tukaj je prišlo do tega porasta iz 2 razlogov, zato ker Rusija ali pa dotok plina iz Rusije po covidu, tudi če se gospodarska aktivnost povečala, se ta ni povečal, je ostal na teh zmanjšanih količinah. Predvsem pa, in to vemo zdaj, ko gledamo nazaj, ruska družba Gazprom ni polna skladišč plina, ki jih je imela zakupljene pa upravljanju v Evropi. In posledično smo v to zimo vstopili z rekordno nizkimi stanji skladišč in to je vnašalo skrb za oskrbo in tudi dejansko potisnilo cene precej navzgor. Po novem letu so te cene padle, potem pa z nastopom invazije na Ukrajino ponovno poskočile, od tam naprej se pa zgodil tisti največji skok, ki je prišel do cen 300 evrov za megavatno uro plina, kar je praktično 30-kratnik nečesa, kar smo videli še par let nazaj. In je dejansko to potem sprožilo nek plaz še na vse ostale komoditije. Po avgustu so cene v upadanju, sploh pa od začetka letošnjega leta tudi v precejšnjem upadanju in trenutno smo na nekih nivojih, ki so primerljive s tistimi pred invazijo na Ukrajino. Podobne oblike grafov vidimo tudi na ostalih energentih, se pravi premog, enako se je cena
močno povečala, ravno zaradi povečanja povpraševanja. Pri nafti, nafta dejansko ni dosegla nobenih presenetljivih nivojev, sploh zaradi tega, ker še iz finančne krize smo videli takrat nafto na $150, zdaj prišla do $110, pa je v rahlem upadanju. Kuponi CO2 pa tudi niso bili nek razlog porasta v zadnjem letu. Se vidimo, da od začetka preteklega leta naprej dejansko nekako oscilira na tistem nivoju okrog 80 € za tono CO2 in tle tudi ni nobenega razloga, niti smisla, da bi ti kuponi dodatno prilivali olje na ogenj tega porasta cen na plinu pa elektriki. Druga stvar, ki je potem še vplivala poleg skoka cen plina na samo ceno elektrike, je bilo še vremenske razmere v letu 2022. Lansko leto je bilo za Evropo zelo sušno in toplo, kar je imelo vpliv na znižano proizvodnjo iz hidroelektrarn. Vidite, je bila hidrologija zelo nizka povsod po Evropi in tudi proizvodnja iz jedrskih elektrarn je bila bistveno nižja kot leto poprej. To je 9 gigavatov moči. Posledično smo beležili v lanskem letu rekordne cene na spot trgu, spravi na dnevnem trgu je bila povprečna cena tam okrog 300 € za megavatno uro in seveda so se tudi posledično tako reflektirale tudi cene na terminskih trgih, kjer se je cena za letošnje leto tekom leta zrasla tudi do 1000 €, tisti konec avgusta, potem pa padla in vidite tle tudi na tem grafu, da je cena plina rdeče, pa cena elektrike sta praktično zelo močno korelirani, kar pač samo še potrjuje to dejstvo, da je plin zelo močno vplival na ceno elektrike. Zdaj, kakšne so trenutne razmere v zimi 2022-2023? Kot prvo je treba izpostaviti, da vsi ukrepi, ki so bili po izzivih, ki so se nakazali po invaziji Rusije na Ukrajino, in sicer ukrepi, ki so delovali v smeri, da se ponovno ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem zravna na tak način, da se dejansko doseže nek balans, ki je izvedljiv, da ti ukrepi učinkujejo, plus narava nam je bila naklonjena. Spravi, ti ukrepi zajemajo tako vladne ukrepe in ukrepe na ravni Evropske komisije, predvsem kar se tiče ukrepov polnjenja skladišč, potem ukrepov vezanih na cilje po znižani rabi energije, kapicah, ki so bile sploh v zadnjem kvartalu in drugi ukrepi. Potem so tukaj ukrepi odjemalcev, se pravi, kot boste videli, so odjemalci naredili domačo nalogo, iskali alternative, na kakšen način zmanjšati porabo plina pa porabo elektrike. Nekdo deli zaslon, ne predavatelj, nekdo drug, Andraž ali nek tak. Andraž Nagode deli zaslon. Evo, a sem zdaj povozil, ja? Ja, hvala. Torej, ukrepi odjemalcev se tudi poznajo, kot boste videli potem v znižanju odjema. Tudi ukrepi proizvajalcev oziroma dobaviteljev energije, skratka, iskalo se vse možne alternative, na kakšen način pridobiti alternativne poti in aktivirati neke rezervne kapacitete, ki so v sistemu, in kot sem že omenil, tudi vreme nam je bilo močno naklonjeno. Treba je opozoriti, da lansko pomlad, ko so se delili scenariji, kaj pomeni ta invazija Rusije na Ukrajino in dejansko zaustavitev dobav plina iz Rusije, ko so se preigravali scenariji, je največja grožnja bila zelo mrzlo vreme in povečan odjem kot posledica vremena, in to so bili tisti scenariji, ki so dejansko pokazali, da potem pa celotnega izpada tega ruskega plina ne moremo nadomestiti, in zaradi česa se je ta premija ali pa to tveganje prelevilo na ta skok teh terminskih cen. No, to je slika, ki sem jo dobil na mail, ko sem prišel v službo po novem letu, kaže dejansko odstopanje od nekih normal temperatur
Mi smo začeli leto povsod po Evropi bistveno nad nekimi temperaturnimi povprečji in posledično se je to odrazilo na skladiščih v plinu in pa na odjemu. Na odjemu se je odrazilo to tako, tukaj vidite z zelenimi črticami, ki je odjem v posameznih državah oziroma v regiji, in smo dejansko začeli leto najnižje kot v primerjavi s preteklimi leti, pri čemer smo že lansko leto, in to je tisto, kar govorim, da so odjemalci tudi odigrali svojo vlogo, da so dejansko znižali porabo, kolikor je bilo mogoče, da so dejansko sprostili ta krč, ki je bil na cenah. Posledično ena zelo, zelo pomembna slika je stanje skladišč zemeljskega plina v Evropi. Črna črtkica kaže neko povprečje skladišč, se pravi, skladišča se spraznijo do konca ogrevalne sezone, potem se poleti polnijo, potem se pa čez zimo spet praznijo. Ta lisasto področje je minimum pa maksimum zgodovinski. Zelena črta je naša stara simulacija pred vstopom v zimo. In ta simulacija je kazala, da po nekih normalah pridemo relativno nizko v začetek poletja, se pravi, končamo ogrevalno sezono z skladišči, ki so malo da ne izpraznjena, in potem, ker nimamo več plina kot prejšnjo poletje iz Rusije, bomo imeli težavo napolniti skladišča s plinom in dejansko potem posledično vstopimo v naslednjo zimo s precej nizkimi skladišči in to je potem ogrožalo oskrbo v naslednji zimi. Zaradi tega je dejansko stališče zanesljivosti oskrbe še bolj kot letošnja zima predstavljala grožnja naslednjo zimo. No, to toplo vreme v začetku letošnje zime, pa sploh okrog novega leta, je imelo za posledico to, da se je konec leta, v okolici novega leta so se skladišča celo polnila, to vidite tle na tej modri krivulji, in če od tukaj naprej delamo simulacijo, pa vidimo, da dejansko tudi naslednjo zimo zvozimo. In to je izjemno pomemben podatek, da dejansko se je ta krč, ki je bil viden in ki so ga analitiki tudi ocenjevali, da bo težava z oskrbo s plinom v naslednji zimi, se je sprostil in posledično je to seveda reflektiralo tudi na cene. Še en podatek, 16. januarja lansko leto je bila zapolnjenost skladišč na 47%, 16. januarja letos na skoraj 82%. Se pravi, ključna razlika, ki nam vliva nek optimizem ali pa pozitiven pogled naprej. Vse te stvari so se reflektirale na cenah, zato so cene padle. Tudi tukaj na desni strani vidite, na levi so cene plina za 24, 25 pa 26 leto, desno pa cene elektrike terminske. In tle vidite, recimo, da sploh leto 2024, ki sem omenil prej, da je bilo videno kot zelo problematično, je posledično tudi se trgovalo na bistveno višjih cenah kot leto 25 pa 26. Zdaj so pa od vstopa v leto ali pa od božiča naprej so pa dejansko vsa leta padla, pa tudi ta razlika med leti je šla skupaj. Se pravi, ta grožnja, ki je bila vidna, se je dejansko tudi tveganje se omililo. Kaj nas čaka v bodoče? Tukaj bi 4 stvari opozoril, ki bojo merodajne za gibanje bodočih cen. Prva stvar je seveda dotok oziroma dobava plina v Evropo. Mi zdaj kompenziramo izpad Rusije z povečano dobavo prek LNG terminalov in tukaj je ena od potencialnih tveganj, ali bomo za ta LNG začeli tekmovati oziroma da bo začela z nami tekmovati Azija. Na tem grafu vidite z rdečo, koliko je uvoz LNG-ja iz Kitajske in tle vidite, da leto 2022 je Kitajska bistveno manj uvozila kot v letu 2021. Razloga sta dva, zato ker so bile pa cene v Evropi višje, pa tudi zaradi tega, ker Kitajska niti ni rabila toliko plina zaradi ukrepov vezanih na lockdown za COVID. Zdaj, ko se te stvari sproščajo in če se bo gospodarstvo na Kitajskem okrepilo in bi posledično Kitajska pritisnila, da želi več LNG-ja, potem zna to spet biti pritisk navzgor na cene. Ta modri stolpci so, koliko je uvoz v Evropo, normalen. Zelen stolpec je, koliko smo dogradili novih kapacitet in na novo pretegali LNG-ja
v Evropo iz novih kapacitet LNG-ja, z rumeno je pa tisti LNG, ki smo ga mi v Evropo pritegnili, pa nekomu drugemu pobrali, seveda zaradi visokih cen. Se pravi, celoten ta desni stolpec je, koliko LNG-ja je prišlo v Evropo, in s tem zelenim pa rumenim delom smo kompenzirali ta izpad iz Rusije. Posledično smo tudi kapacitete LNG-ja v Evropi se povečujejo, kot vidite rasejo, se pravi, te terminali za uvoz LNG-ja se povečujejo, ne morejo se pa povečati čez noč, zaradi tega, če pridobimo še eno leto, to je naslednja zima, potem nam vsako leto boljše zgleda zgledišča odcepitve od te odvisnosti od ruskega plina. Ruski plin, koliko je dobava ruskega plina v Evropo, vidite na tem grafu, te črte so pretekla leta, zadnjo leto 2022 pa vidite je tukaj, a ne? Zato tudi na začetku ali pa v prvi polovici leta je še kar nekaj plina prišlo z Rusije, zdaj ga prihaja pa zelo malo, a ne? Vkolikor bi prišlo do ustavitve konflikta v Ukrajini, pa bi dejansko ta plin porasel ali pa dotok iz Rusije porasel, bi to bil pa zelo močen signal na padec cen. Ta bi bil pa koristen stališča cen in dejansko, če se kar naenkrat ta plin priteče v Evropo, bi pa lahko imel tudi močen upad na cene. No, in hkrati še tiste stvari, ki se danes še dodatno pospešeno dogajajo, so večanje kapacitet obnovljive vire. Tudi ta zadeva ne more iti čez noč, ne more nadomestiti tako velike odvisnosti, kot je bila od plina, bo pa pomembno vplivala na počasno in postopno odmik od odvisnosti od ruskega plina. S tem bi jaz zaključil en tak pregled, da malo razumete, kaj se je dogajalo v preteklosti in kakšni so obeti za prihodnost, in tudi, da dejansko skozi fundamente vidite, da se je dejansko v fundamentih določene stvari so se spremenile, ki vlivajo več optimizma za naprej in ki so dejansko tudi botrovale, da so danes cene bistveno nižje kot recimo 3 ali 4, 5 mesecev nazaj. S tem bi tudi jaz zaključil. Pa predajam besedo tebi nazaj, Hinko. Ja, hvala lepa, Dejan, za ta del predstavitve. Zdaj pa še prosim naslednjega predavatelja, ker še nismo na koncu prezentacije, če nadaljuje. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu, Sebastian Rovdi. Zdaj, kaj pa smo z skrini. Samo malo. Evo ga. A se vidi? Ja, se vidi. Ok, hvala. Torej, predstaviti bi želel vidik dobaviteljev končnih kupcev. Tudi tukaj se je v zadnjem času veliko dogajalo. Bili smo že v koncu lanskega leta zelo močno na vezi z končnimi našimi odjemalci, našimi partnerji, se pa seveda stvari tako pod vplivom zakonodaje, kot seveda predvsem trga, hitro spreminjajo. Morda najprej graf okrog gibanja nakupnih cen električne energije za odjemalce. Vidimo nekaj črt, in sicer tiste bolj padajoče, ki kaže kot krivuljo, nam prikazujejo posebej gibanje cen na madžarski borzi, ki je referenčna za naš trg za leta 24, 25 in 26. Tiste ravne pa nam kažejo izračun, ki ga bomo kasneje sicer videli kot primer, kaj, če bi za enega povprečnega poslovnega odjemalca, prosim, to je zelo informativno, zato smo upoštevali eno povprečje, torej, če bi povprečni prodajne cene izračunane na včerajšnji dan, in sicer za recimo 24, 25, 24, 26, zraven pa je dodana tudi uredbena cena za mala in srednja podjetja, ki kaže na ceno, vidimo okrog 195, pravi utežena cena, torej pod 200 borzna. Zdaj, kaj ključno vidimo iz tega, je, da so se cene energije na trgu približale in celo padle pod cene, ki jih uredbe
ki jih je uredba predvidevala oziroma določila, kar pomeni, da se je tudi sama cena zelo spustila v zadnjih 2,5–3 mesecih za prihodnja leta in to kaže na vse to, kar je že moj predhodnik povedal, torej razmere so se bistveno spremenile in mi smo danes zelo hitro prišli v čas, ko imamo možnost po relativno ugodnih cenah, glede na to, kar smo bili še pred kratkim priča, možnost kupiti energijo in ta je tudi na voljo. Če gremo na naslednjo stran, se opravičujem. Tabela prikazuje na številkah podobno vsebino, kot je bila prej predstavljena v grafi. Torej, vzeli smo enega povprečnega poslovnega kupca, izračunal včerajšnji dan, ko so na madžarski borzi veljali cene letnih produktov poslovne energije za leto 2024, 2025 in 2026, kot jih vidimo, se pravi približno 175, 136 in 119 evrov. Izračun je narejen, kakšne bi bile na ta dan cene VTMT, morda odvisno s čim lažje operirate, večinoma verjetno s povprečno ceno, ki smo jo označili kot ET, in torej govorimo o tem, kakšne so cene bi bile za 24. leto, 25., 26. ali pa neko povprečje za 2 oziroma 3 leta. Zraven desno sta navedeni dve ceni. Ena, ki sem jo že prej omenil, 195 povprečno, druga pa je en izračun primera po uredbi za poslovne odjemalce, ki je zraven upoštevana tudi subvencija. Zdaj bil je vzet primer s povprečno nakupno ceno 350 evrov na megavatno uro po shemi enostavne pomoči. Kot že rečeno, izhodišče je bila madžarska borza, moramo pa seveda vedeti, da je cena v Sloveniji, ki se oblikuje, sestavljena iz madžarske cene na madžarski borzi in čezmejnih prenosnih kapacitet, ki znašajo v tem trenutku še za letošnje leto okoli 5 evrov, za prihodnost pa 2 do 3 evre, se pa seveda tudi to spreminja, v odvisnosti od razpoložljive energije. Kaj spet vidimo spodaj v povzetku? Torej razlika povprečne cene, ki bi bila včeraj dosežena na trgu za prihodnje obdobje, po uredbi MSP ali pa po uredbi poslovnih odjemalcev in subvencije je nižja in to v določenih primerih krepko nižja od tega, kar je po uredbah določeno. To pomeni, da so razmere vse po naši oceni dosti ugodne in kličejo k nadaljnjim korakom oziroma odločitvam. Kaj prodajalci lahko ponudimo? Torej, fiksno ceno, seveda za del prodajnih količin, vsekakor možnost, da se te cene fiksirajo v več korakih, zdaj za večje kupce predvsem, ampak tudi te delne zakupe bomo omogočali, koliko se da širokemu naboru poslovnih odjemalcev. Jaz mislim, da smo tu dokaj fleksibilni pri oblikovanju, seveda je to odvisno od dobavitelja, pa tudi od tipa odjemalca in preferenc, ki jih posamezni odjemalci imajo. Mi nekako priporočamo, da ne čakate z odločitvami, tako kot se je velikokrat zgodilo v preteklosti, vsaj pri nas je to priča, vsaj v zadnjih 2 letih do konca in potem čakamo, da bo se zgodil čudež. Velikokrat se zgodi, se stvari obrnejo v slabo smer, temu smo bili priča tako v letu 2022 kot 2021, zato je pač potrebno nakupe nekako razporediti na več odločitvenih korakov. Seveda je to odvisno, koliko. Mi predlagamo recimo v tem trenutku ali pa v teh časih razmerah vsaj 25% zakupa energije, je pa to odvisno seveda od preferenc. Nekateri, ki se ne želijo ali jim delež stroška ne pomeni toliko v samem produktu, se bodo lažje odločili za večji del zakupa, nekateri pa pač ne. Vsekakor je pa neko povprečje večjih korakov po našem mnenju zelo smiselno. Mogoče za lažjo ponazoritev, ena scenarijska analiza, kaj se zgodi v zgoraj levo primeru, če zakupujemo v par korakih. Primer je zelo enostaven, ampak menim, da je za občutek dober.
Torej, kaj se zgodi, če cene od odločitve, ki smo jo sprejeli v nekem trenutku, naprej rastejo, kaj če padejo in kaj če imamo mešano, torej porast in padec. Delež zakupa je bil predviden po korakih 25, 25, 50, pač ena izmed možnosti. Pomembno je, da vidimo v dvigu cen ali kasneje v padcu cen zelo velike razlike. 40 in še dodatnih 40 evrov na megavatno uro, to so že veliki premiki. Namenoma smo tudi tako velike predstavili. No, v tretjem scenariju je ta efekt manjši, ker imamo plus in minus. Kaj želimo pa povedati, da v vsakem primeru s tem dosežemo lahko neko zdržno ali pa znosno ceno, gibljemo se v teh scenarijih med 110 in 210 evri na megavatno uro in kakor hitro smo razdelili naše odločitve na korake, smo prišli do tega, da smo dosegli neko povprečje, neko znosno ceno in se nismo izpostavili tveganju enkratne odločitve, ki bi v nekem skrajnem primeru lahko pomenila tudi, ne vem, glede na prikazano 100 evrov na megavatno uro razlike v praksi, pa sami veste, da ste se soočali pri končnih za vas nakupnih cenah še z bistveno večjimi odmiki in šoki. Tako da menimo, da so te odločitve, kot že večkrat poudarjeno, na ta način smiselne. Zaključek bi poudaril, torej tržne cene so danes, recimo temu, glede na vse okoliščine, dobre. Ne moremo trditi, da ne bodo nikoli več nižje, vendar pa to, kar smo bili davno nazaj navajeni, gotovo več ne. So po naših ocenah tudi, kolikor imamo stika s poslovnimi kupci in ga imamo, tudi zdržne. In pri tem bi želeli seveda še enkrat poudariti, da se dajte aktivno odločati, ne čakati do konca, da pa seveda se moramo zavedati, da sklenitev pogodbe za vse udeležence pomeni, da moramo ta pogodbena določila spoštovati. Dobavitelji smo jih v preteklosti vedno, tudi če so cene rasle, pa bi morda nam ustrezalo doseči višje prodajne cene kasneje, kakor tudi pričakujemo, da če bodo padale, da boste končni odjemalci seveda ta pogodbena določila spoštovali. Zdaj, kakšen bo pristop posameznika, ker jaz govorim v imenu vseh dobaviteljev, kakšen bo pristop posameznika glede zavarovanj in ostalih komercialnih pogojev, to je stvar posameznega ponudnika, o tem ne morem sam govoriti. Bomo pa seveda za zavarovanje teh interesov se vsi dobavitelji pač maksimalno potrudili in upam, da ne bo potrebno, ampak če bo potrebno, tudi iskali morda kakšne rešitve s pomočjo države. Verjamem pa, da smo vsi na tej poslovni ravni, da vemo, da bo pogodbena zaveza držala in da jo bomo vsi spoštovali. Še enkrat pa mislim, da so razmere dobre in da bo to tudi možno. S tem bi jaz tudi zaključil, da ne bom predolg, pa hvala lepa. Ja, hvala lepa, Sebastian, za tole prezentacijo. Zdaj, med tem smo dobili dve vprašanji v chat, ob tem, da prvo se verjetno nanaša na en slajd, a ga vidite v chatu, a ga moram prebrati. To je bilo na zadnjo prezentacijo po času sodeč, a boste lahko odgovorili, kaj se dogaja s seznamom srednjih podjetij, ki so za subvencijo označeni kot neopredeljeni. Moram reči, da jaz to vprašanje ne razumem. Kako Kaj se dogaja s seznamom srednjih podjetij, ki so za subvencijo označeni kot neopredeljeni? Jaz to vprašanje ne razumem, če ga vi... Dober dan, zdravo, Oliver pri telefonu. Jaz sem postavil to vprašanje. Ja, prosim. Govorimo o subvenciji, ki ste določili pač kapice na visoko pa na manjšo tarifo in ta seznam naj bi pač pridobili do konca meseca naši dobavitelji, ki potem na osnovi tega nam zmanjšajo račun za mesec februar, januarski račun v mesecu februarju. In trenutno pač smo preverjali in smo ugotovili, da smo pač nekatera podjetja označeni kot neopredeljeni in ne vemo, kaj to pomeni, zato ker nam pripada ta kapica, kljub temu, mislim, glede na to, da smo srednja podjetja, ali ne, no, to je v bistvu to. To se ne nanaša na predavanje, ki ste bili? Ne,
Jaz bi prosil, če se omejimo na to, kar je bilo predavanje, ampak tega seznama jaz še vedno ne poznam in vprašanja še vedno ne znam na njega odgovoriti. Dobro, hvala. Žal mi je. Subvencija pa se verjetno nanaša na zakon od kolegov z MGRT-ja. O tem pa tudi, če bi znal odgovoriti, si ne bi upal tolmačiti zakona, ki ga nismo mi pripravljali. To je pa še eno vprašanje, glede na graf cen za končne kupce, poslovne uporabnike, vidimo, da cena pada tudi pod uredbeno ceno. Zakaj nam potem dobavitelji dvigujejo cene za dobavo od 1.2. naprej? Dobavitelji, če zna kdo o tem odgovoriti, mi je pa že vprašanja, da kdo dviguje ceno od 1.2. naprej, bi si upal domnevati, da tak odjemalec nima sklenjene pogodbe za celo leto 2023. In to spet ni ravno vprašanje, ki bi direktno se nanašalo na prezentaciji, razen če kdo izmed dobaviteljev želi na njega odgovoriti. Če ne, potem bi prosil res, da se omejimo na vprašanja, ki se nanašajo na prezentaciji, tako Dejanovo kot Sebastjanovo, če ima kdo. Ja, še en, zakaj ponuja take cene, ampak na to mu pač jaz ne morem odgovoriti. Morda, če lahko samo za sekundo skočim z vidika dobavitelja. Zdaj moramo vedeti, ker govorimo o povprečni ceni ali o višji tarifi. Tukaj je nekaj razlike, ampak eno je, kar je bilo, drugo, kar je danes. Jaz danes pri današnjih cenah, če se danes odločamo po mehanizmu, ki smo ga tudi tukaj prikazali, jaz teh cen ne vidim na tej ravni. Lahko, da so bile v preteklosti. Seveda takrat možne. Drugo pa je tudi, zdaj govorimo o velikem kupcu, ki se odloča v nekem določenem trenutku za tranšo ali celoten zakup, ali pa tisti, ki so tako ali drugače na nekih cenikih in bodo padli pod tako ali drugače neko uredbo. Tako da zdaj računam, da do obračuna bomo te sezname imeli razčiščene, so pa tu še odprta vprašanja, kaj in kdo. Zdaj, da bi pa kdo ravno zdaj ponujal, ne vem, ne morem komentirati. Za nas lahko rečem, da so mi te višine zdaj čudne pri cenah manj kot 200 pri pasovni energiji za naslednje leto. Da bi se zdaj ponujale in sklepale. Lahko so podpisane odprej. To je možno. Ja. Tukaj moramo vedeti eno stvar, ki se je zdaj zgodila. Na tem grafu v 2 mesecih smo mi prišli na bistveno nižje cene, to pa v enem mesecu. Govorimo o mesecu pa pol, da so se stvari drastično spremenile in informacije, ki so 2 meseca nazaj veljale, danes absolutno več pač ne veljajo. Ne? Niso aktualne. No? Stvari se hitro spreminjajo. Naslednje vprašanje v četu je, da so bile v preteklosti v pogodbah tolerance na količine, kako je s tolerancami v letu 2025, to bi prosil, Sebastjan, ni direktno na prezentacijo vezano, kljub vsemu pa je pomembno vprašanje, če predstavljamo cene za 25 in 26. Ja, dejstvo je, da tolerance vemo, da so za nas predstavlja za dobavitelje eno visoko tveganje. Politika pač v okviru ponudb se tukaj zaostruje, to je jasno. In se je skozi obdobje, tako da tukaj bomo pač na mesečni ravni določenimi procenti operirali, zdaj odvisno spet od dobavitelja, jaz o točnih številkah ne bi želel govoriti, ker spet govorim v imenu vseh, ampak dejstvo je, da če govorimo o teh nakupih, ki so bili danes predstavljeni, bodo pač neke minimalne tolerance sigurno omogočene, ne pa več to, kar je bilo v preteklosti. Ampak spet je to stvar prodajne politike posameznega dobavitelja. Hvala. Trenutno so cene relativno ugodne, kaj se predvideva do konca leta? Dejan, Sebastjan, ne vem, če upate na to odgovoriti. Bom jaz poskusil, seveda noben nima kristalne krogle, se pravi, zelo težko je povedati, kam bomo šli do konca leta. Zato sem nakazal, kaj so tisti ključni dejavniki, ki bo na to vplivali. Jaz mislim, da v naslednjih 2 mesecih bo zelo pomembno, kaj se bo dogajalo z vremenom. Vemo, da včasih je lahko še marec zelo, zelo mrzel. Tako da vreme bo precej krojilo in potem posledično z vremenom, kje bomo končali skladišči. To je en vidik. Drugi vidik, vezan na Rusijo, je pa ta, ali bomo ostali tam, kjer smo, ker Rusija bistveno bolj zmanjšati dobavo plina niti ne more več, še zmeraj gre še nižje, ampak so že zelo, zelo nizko. Tako da tukaj je bolj, če se pride do umiritve konflikta,
pa da začne plin iz Rusije teči nazaj, pol pa to zna vplivati na dodaten padec cen. Se pravi, cene lahko tudi, če precej padejo, ne? V primeru nekega problema ali z vremenom ali nekih zaostritev, lahko pa tudi grejo še više gor. Tako da je stvar precej negotova, tudi težko karkoli reči, zato tudi so ta priporočila, da se gre v neke odločitve z delnimi zakupi smiselna. Ja, pa še hvala, če lahko dodam, kar se tiče Rusije. Zdaj, kup aktivnosti poteka na nivoju Evropske unije, tudi če bo vojne bilo naslednji teden konc, bi sankcije ostale in zelo verjetno bi tudi na nivoju EU sprejeli ukrepe, da ne bi več hoteli ruskega plina. Aktivnosti, ki potekajo v smeri zmanjševanja odvisnosti od ruskega plina, jaz mislim, da so nepovratne, da ne bo prišlo nazaj do velikih količin ruskega plina. Lahko seveda nekaj na podlagi obstoječih pogodb, ki se pa tudi razdirajo in iztekajo. Tako da prevelikega optimizma, da bo velike količine plina na pol zastonj, kot je bilo pred leti iz Rusije, jaz mislim, da ne moramo na to računati. Naslednje vprašanje se nanaša na konkretne ponudbe. Zdaj, če glede na to, da ne vemo, od katerega dobavitelja so te ponudbe, mislim, da niti ne bi tega mogli komentirati. Kakšen trend se pričakuje na pomlad, to je, mislim, da je bilo že zdaj povedano. Eno dolgo vprašanje. Kaj se bo zgodilo s 1.2., če odpovemo rusko pogodbo? Kot jaz vem, so določbe pogodb ali pa večine pogodb take, da so kazni na nivoju tega, da če kupujete naprej, da se odpoved ne splača. Prosim, dobavitelji, popravite me. Ja, lahko še kdo drug komentira. Zdaj, jaz se s to oceno strinjam. Razen kakšne izjeme, to si lahko vsak sam zračuna v končni fazi. Vsak, ki ima sklenjeno pogodbo, lahko pridobi novo ponudbo, določila veljavne pogodbe ima, vključno s pogodbenimi kazni, in naj si vrže v Excel in zračuna. Če se komu splača odpovedati, ne vidimo težave, ampak se bojim, da so pogodbene določile take, da se to nikomur ne splača. Morda se še jaz oglasim, zdaj, kolikor so meni poznane, tudi to, zakaj nam noben ponudnik ne omogoči sklepanja pogodbe za krajše obdobje od enega leta. Jaz mislim, da take ponudbe so, tudi da dobavitelji sklepajo tudi pogodbe z krajšo ročnostjo, je pa res, da je to odvisno, koliko velik je odjemalec. Se pravi, zdaj, če je odjemalec, ki je majhen, to pomeni, da porabi recimo pod, kaj pa vem, 500 ali pa 1000 megavatnih ur na leto, potem so to tako majhne količine, da dejansko teh uzanc ni. Sicer pa vem, da je možno sklepati tudi pogodbe s krajšo ročnostjo. Tisti del, ki se pa nanaša na, če odpovemo in gremo naprej, a bo za nas veljala subvencionirana cena, treba je poudariti, da če spadate v kategorijo malih in srednjih podjetij, potem neodvisno od tega, kakšno pogodbo imate sklenjeno, morate imeti od 1. januarja naprej cene iz uredbe. Če teh cen nimate cene iz uredbe, pomeni, da tisti dobavitelj krši zakon. Ja. Kar se tiče trenutnega dobavitelja oziroma Sodota, za nalač narobe sklanjam Sodo, Sodo jaz mislim, da ne zagotavlja dobave poslovnim odjemalcem, da to je zgolj za gospodinjske nadomestna in pa nujna oskrba. Tako da kdor ne bo imel pogodbe, bo strani sistemskega operaterja odklopljen. To ne bo grožnja, ampak žal je temu tako. Ali vlada razmišlja o omejitvi cene elektrike po 30.6. Razmišlja, ja, vendar največ do novega leta, ker se zaveda vlada oziroma pač posamezniki se zavedajo in zavedamo, da so pogodbe za leto 2023 celoletne pogodbe, da večina pogodb je bila sklenjena za celo leto 2023 in je z tega vidika pač omejitev cene samo za pol leta nekako ni idealna. Več kot toliko ne upam reči. Razmišlja, ja, nikakor pa ne po 1.1.24, to, kar je že minister na začetku povedal.
Pa tudi seveda za drugo polovico leta ničesar ne obljubljam več kot razmišljanje. In tudi ne morem, nimam te pristojnosti, kljub vsemu pa to si upam reči. Za predstavitev prek maila je stvar dobaviteljev, vse je cela video bo dostopen, prezentacija kot taka. Jaz tega ne morem obljubiti. Predavatelja. Jaz nimam težav, da se ta predstavitev deli. No, sta tisti. Ja, to se ne. Tako je bilo tudi dogovorjeno, ker nenazadnje je tudi ta predstavitev je bila snemana. To pomeni, da tudi če nekdo ni videl, bo to predavanje objavljeno. Bi si v končni fazi vsak z nekaj muke lahko potegnil ven posamezne slajde in jih sestavil, ampak to bi bilo res nesmiselno. Hvala, Dejan, za to. Kot je rekel Dejan, tudi zadnjič je bilo že dogovorjeno z predstavniki gospodarskih zbornic, da bomo snemali in vsem omogočili, da pogledajo kasneje, tisti, ki niso imeli možnosti danes. Tako da informacije naj bi ostale in niso bile samo namenjene tistim, ki so imeli danes možnost, da jih vidijo. Tak je bil namen. Hvala, Tomaž. Cene predstavljene za leto 24 plus za 23 niso bile predstavljene. Ne vem, na katero prezentacijo to nanaša, najbrž na Dejanovo. Ne, to jaz mislim, da se nanaša na tiste izračune cen, ne, tiste so bile osnovane na leto 24, pa potem tudi 25 pa 26. Zdaj, če recimo mora nekdo zakupiti sam drugo polovico leta, mislim, da je, ne vem, če me dopolnite, mislim, da je druga polovica leta primerljiva cenovno s ceno 24. Ja, javna podjetja, hvala, Dejan, javna podjetja, cel rock and roll, nimam ideje. Verjetno bo treba spremeniti zakon o javnem naročanju, ker je v tem hipu tak, da se praktično ne da kupiti. Po njem se praktično ne da kupiti zaradi veljavnosti. Mogoče še elektriko, plina pa nikakor ne. Mogoče, če smem jaz. Če znajo kaj predlagati. Imeli smo, ko smo pisali en interventni zakon, smo dobro namerno noter naredili člen, ko smo pa naknadno zvedeli, da je omejen na 144.000 evrov in je praktično za večja javna podjetja neuporaben. To imamo na seznamu stvari, ki so za urediti, na zakonodajnem delu v tem hipu nimamo odgovora. Še ena stvar je, ker smo že pri javnem naročanju, tudi uredba o zelenem javnem naročanju velja in se praktično ne da izvajati. Dobavitelji bi kaj pokomentirali, mislim, da ne. Ja, mogoče samo to, zdaj, ko dobimo ta javna naročila, so javni naročniki zahtevajo veljavnost ponudbe po en mesec. V teh trenutnih razmerah dobavitelji ne moremo držati cene en mesec. Ja, sej. Pač to se mora spremeniti v teh javnih naročilih, da so te pač roki krajši. Jaz mislim, da se da ponudba, če je po fiksni ceni pregledati, sprejeti v doglednem roku v enih 2 urah več kot zadosti časa. Se ne rabi imeti en mesec veljavnost ponudbe, kar je za nas dobavitelja nemogoče držati v teh razmerah. Ja, saj je jasno. Tudi če se razmere malo umirijo, 30 dni ne bo dosegljivih. Mogoče dan, zelo optimistično teden. Se zavedamo tega. Nič to je na seznamu, jaz sem si še enkrat posebej zabeležil, ne moram pa nič obljubiti, poznamo pa to težavo. In ko se mogoče samo še na to stvar glede javnega naročanja, sploh glede na to, tam, kjer so cene regulirane, kaj bo sploh predmet javnega naročanja, ker praktično verjetno dobavitelji ne bojo šli pod regulirano ceno, ker ne bojo dobili tega povrnjenega potem, ne? Kaj je potem tisto, kar je kriterij, koga izberejo? Ja, v javnih, mislim, da ne bo več naprej prišli, da je škoda časa, ker je tudi manjšina prisotnih iz javnega sektorja oziroma zavezancev za javna naročila. Vsaj domnevam. Minister je zagotavljal, da bo v naslednjem letu slovenske energije namenjeno za slovenske odjemalce.
bilo? Ja, zdaj slovenski odjemalci že v letošnjem letu je na koncu stvar narejena tako, da je ne glede, kam je bila prodana, na koncu ostane doma. Tako da ne vem, tega ne bi zdaj komentiral. Jaz pa Hinko, če lahko. Daj, prosim, Tomaž, lepo prosim. Verjetno bilo mišljeno to, ker je bilo rečeno, da v preteklosti so proizvajalci prodajali po nižjih cenah, potem so prišle pa visoke cene in so mogli kupiti odjemalci po visokih cenah, na koncu je pa država mogla založiti preko milijardo, da je pomagala odjemalcev. Ravno to je eden od tudi pozivov. Proizvajalci definitivno ne moremo vse naše prodaje bazirati samo na eno točko, se pravi čakati vso prodajo naše proizvodnje na zadnji dan v letu, se pravi moramo to razpršiti. In če smo zdaj nekaj časa čakali za to, da se odjemalci odločijo, ker vemo, da so bile pač razmere ekstremne konec leta, moramo zdaj tudi nekaj začasi zapirati. Tako da mi pač bomo zdaj začeli našo proizvodnjo prodajati in če tako slovenski odjemalci tega ne bojo kupovali, bomo pač prisiljeni to cenovno prodajati na tuje trge. Hvala. Malim podjetjem električne energije sploh ne omogoča sklenitev pogodb in smo vezani na borzno ceno. Dobavitelji, jaz mislim, da omogočate sklepanje pogodb. Ja, drži. Ja, so pa po borzni ceni, ne? Za naslednja leta, jasno. Na nekaj morajo biti vezana, ker cena v naslednjih letih ne bo regulirana. Naslednje vprašanje je, zakaj tisti, ki kupujejo samo 1 ali 2 kvartala, niso upravičeni do regulirane cene. Vsi odjemalci, razen seveda velikih, pač po različnih skupinah, ki imajo ceno regulirano strani vladne uredbe na podlagi zakona o kontroli cen, so nekateri za vso, nekateri pa za 90% količine upravičeni do cene iz vladne uredbe, če kupijo pač vso. Vsi pa imajo pravico, da se sami odločajo in kupujejo na trgu, lahko kupujejo day ahead, month ahead, quarter ahead, ampak ta produkt je pa pač tržen, to je njihova pravica. Še enkrat, imajo pa vprašanje, zakaj so diskriminirane, če so zaradi drugačne poslovne odločitve. Ravno zaradi svoje poslovne odločitve. Vsi imajo to možnost. Vsi lahko optimistično upajo, da bo tudi januar temperatura plus 10 stopinj in da bo elektrika zastonj, tako kot je bila zadnji teden decembra. To možnost vsi imajo, oziroma imate, ampak ta cena je pač tržna in riziki grejo v obe smeri. In tudi tukaj ni pričakovati spremembe. Regulacija velja samo za letne pogodbe, imajo pa vsi odjemalci pravico, da vse, kar želijo kupiti s tisto omejitvijo na 90%, lahko dobijo po ceni iz uredbe, lahko kupijo na primer polovico po uredbi, polovico pa tako ali drugače dogovorijo z dobaviteljem, da je vezano na nek borzni indeks. Za kakršnokoli obdobje ni potrebno za leto. Dobavitelj je tako, dajte tako. Čujem se, moje vprašanje se nanaša na uredbo o oblikovanju cene, kjer imamo samo kol 23 v formuli. Se pravi celoletni nakup. Ja, v vseh uredbah je celoletni nakup. To, kot govorim. Že, ampak vemo, da je kol 23 na dan, bom rekel, nakupa električne energije in tisti, ki smo jo kupili za kvartal 2 ali pa 3, nimamo formule, po kateri bi si lahko zaračunali regulacijo cene. Je tako, ker kol 23 je vezan na letni nakup. Žal tako je in tudi niso previdne spremembe. Se pravi, dejansko mi nimamo možnosti potem, da si reguliramo ceno, ker nimamo formule za to, da bi si jo lahko regulirali. Ne. V kakšni velikosti podjetja govorimo? Kol 23 recimo, katerega ne vzamem? Velikost podjetja, v katero uredbo pašete? Kol 23 je indeks letnega nakupa za leto 23, ne? Dan nakupa. Veliko podjetje ste? Ne, mi ne vemo še, kjer smo, ker smo komunala. To je moje naslednje vprašanje. Se pravi, po zakonu o gospodarskih družbah smo, ker smo v javni lasti veliko podjetje, komunal drugače v Sloveniji 80 in smo že naslovili vprašanje na komunalno zbornico, ker po uredbi smo pa srednje. In še nismo dobili odgovora ves ta čas, tako da ne vemo niti kam pademo. In vprašanje, če vejo naši dobavitelji, kakšne račune nam bo čez 14 dni poslali. Tega vam ne moram odgovoriti, lahko vam pa odgovorim na vprašanje o velikosti podjetja, ki velja tako po naši uredbi, kot pa tudi za zakon, ki za velika podjetja omogoča povračila za nakup elektrike in plina
velja samo 2. člen aneksa iz priloge evropske uredbe, tako da ni povezanosti podjetij. Se pravi, smo potem srednje podjetje. Se ne upošteva, ja, to vam lahko povem, več pa vam pa na to kljub vsemu ne morem odgovoriti. Žal ne bo prišla, dajte nam... Hvala lepa. Vprašal sem za 80 komunal slovenskih, tako da hvala za odgovor. Ja, prosim. Za kakšno obdobje primeren zakup električne energije, tromesečno obdobje ali več, jaz ne vem, če bi kakšen dobitelj na to odgovarjal, to je stvar pač odločitev podjetja. Zdaj, načeloma je tako, v letošnjem letu, za naslednje leto ne pričakujte več strani ministra ali ministrstva, čas je za sklepati, čas je za ne sklepati. Logika je ta, poglejte, kakšna je cena v tem hipu, ocenite oziroma zračunajte se, če vaša proizvodnja, če preživite s tako ceno in se potem pač odločite, da ne boste ostali brez. Zdaj časa kljub vsemu več za razmišljati, kot ga je bilo decembra. Za velika podjetja cena ni zamejena z likvidnostnimi problemi. Ja, to je, za velika podjetja je zakon od onega ministrstva, mislim, zakon je seveda od parlamenta, tudi za likvidnost rešitve iščejo, ampak jih jaz zdaj v teh hipu ne znam predstaviti in se bojim, da niso še najdene. Smem eno vprašanje ustno? Smem eno vprašanje ustno? Ja, zdaj ustno ima tako približno zdaj nekje na vrsti je Petra Blajka, ima roko gor, ostale za ustno bi prosil, da roko vzdignete. Ok, hvala. Lep pozdrav, Petra Blaj, podjetje Blaj Fastener, se bom zelo kratka. Zanima me samo relacija spod pogodbe, ki je bila sklenjena v koncu leta. Smo MSP, se pravi, gre za letno pogodbo, na drugi strani pa kapica, kjer je natančno navedeno, da velja kapica za cene, ki so, se pravi, višje od kapice. Kako je potem po spotu, ki se vsak mesec oblikuje cena, enkrat bo višja, enkrat bo nižja? Hvala. Če smem, jaz mogoče odgovoriti na to, dobavitelji ali pa saj mi kot dobavitelj smo pozvali stranke, ki so si izbrale model izven uredbenih cen, se pravi, da so šli 100% na spot, da ali pa če so zdaj v malo ali pa MSP, po MSP uredbi, da imajo možnost spremeniti ta model v te omejene cene. Ampak to lahko naredimo samo zdaj, se pravi, da se morajo stranke pač odločiti, ali hočejo imeti uredbene cene ali pa ostati na trenutnem modelu. Ker neskončno prehajanje med enim ali pa drugim modelom, glede na tisto, kar bi stranki bolj ustrezalo, ne gre. Tukaj bi želela poudariti samo, da mi govorimo o uredbi in zakonu, ne pa o modelu. Se pravi, zakon napoveduje tako, kot napoveduje, ker tudi tisti, ki so sklenili pogodbe po nižjih cenah, pač bodo imeli po nižjih cenah naprej, Mislim, zdaj se pač oblikuje nek model izven, mimo zakona, ki pač temu ni skladen, In tako zdaj moramo to vedeti, Vsak odjemalec ima pravico, da se odpove regulirani ceni in sklene kakršnokoli pogodbo. Nikakor pa ni uredba mišljena tako, da ste vi se odločili za spot in ko je cena pod uredbeno, juhej, ko je nad uredbeno, pa padete v uredbo. Ta model pa ni možen, tako kot je že kolega. Zakaj pa potem velja za tiste, ki so sklenili pogodbo po nižji ceni, grejo naprej po nižji ceni, tudi ne gredo po uredbi? Za tiste velja, ker imajo pač nižjo ceno. Uredba ni zamišljena, zato pač ni napisana tako, da bi samo špice rezala, če gre kdo. In imajo pogodbo, ki je bila že prej določena in sklenjena, Seveda, ampak zelo čudno, kdo je dobil pogodbo pod 200 € med obdobjem 9.11. in 31.12., ki smo vedeli, kakšne so bile ponudbe. Tako da, vse je malo čudno, sem pač želela sem, a veste, strinjam se z vami, vse je čudno, zato ker smo sploh ceno regulirali, v resnici najbolje ne bi. Ne, seveda ni, to sploh ni čudno, se je že to Španija in pa Portugalska pred nami naredila, pa če bo imela Nemčija na 130, bo to tudi zelo čudno, če bo imeli mi na 217. Se pravi, kakorkoli ne
bomo konkurenčni, pa tako in tako je višja, kakor je pa na trgu. Ampak ne, hotela sem samo izpostaviti to varianto, a ne. Pač ena pogodba se je pač pozabila, ne, vključiti v to možnost, a ne, zdaj pač je ta visi v zunaj, s katero pač lahko pač pometa vsako, kar želi, a ne. Tu bi pa tudi še želela povedati, da 55 let smo bili pri EC-ju, pa nismo dobili možnosti za pogodbo, ki smo imeli v preteklem letu, in mislim, da tak način poslovanja ni posloven. Prosim, če se... Ne, ampak moram povedati, da veste, z gospodarstva prihajamo in ni, vse je to zelo čudno, mi zdaj, če bi tako poslovali, ne bi enega vijaka več. Namen je bil, da danes ne delamo reklame za posamezne dobavitelje. Ne, za nobenega, saj tako vsi isto delajo, saj tako. Ni razlik med njimi, tako da bi želela vsem to enako povedati. Ne gre za EC, se tudi za vse ostale enako. Hvala. Ja, ne bomo prišli naprej, to je to. Da se vrnem nazaj na tele vprašanja, ki so v chatu. OE bo vršila prve dogovore za možnost novih cen elektrike brez vezave na plin. Ne razumem. Kaj je to? EU mogoče, tipkarska napaka. Ja, zdaj dogaja se na nivoju EU, prišli so prvi dokumenti ven o tako imenovanem Electricity Market Designu. Kdaj bo to, kako se bo to odražalo, vam v tem hipu ne moremo povedati. So pa nekateri dokumenti javno dostopni, ampak to se bojim, da na leto 2023 ne bo imelo nobenega vpliva še. Je pa, kljub vsemu pa moram pa povedati, da so pa ministri dosegli lansko leto decembra dogovor, da je pa saj za plin nekakšna, bom rekel kapica, čeprav ni čisto prav, no. Mehanizem omejevanja najvišje cene za plin je kljub vsemu vzpostavljen in upamo, da se take špice, kot jih je prej Dejan pokazal na grafik, tako za plin kot posledično za elektriko, ne bo več pojavljeno, ampak zaenkrat je to samo upanje in pač dobro namerno narejeno. Kaj je to pomoč podjetjem? Zdaj, če pomoč podjetjem, subvencija ali kapica. Subvencija je za celo leto 2023, mislim, da v zakonu od MGRT-ja, tako da velja. Kapica pa, kot sem rekel, večkrat to, da vlada razmišlja po 36. ne upam reči, nikakor pa ne po 1.1. Ali je za vas to ugodna ponudba, ne bi komentiral dobavitelji, mislim, da so tudi svoje povedali, da se ne bi več kot toliko opredeljevali. Še enkrat, kaj je za koga ugodna ponudba, mora odjemalec sam se odločiti. Koliko se odjemalec sam odloči, ali bo kupil bombaž po trojni ceni od lanskega leta, ali pa karton, ali pa bakar, podobno je pri elektriki. Žal je temu tako. Ja, če je narejen zakup po ceni, ki je višja od uredbene, se vseeno upošteva uredbena, ja. Večji del količin, to mislim, da sem že prej pokomentiral, da niso plinovodi problem v tehničnem smislu. Že zdaj je plinovodov dovolj, da bi količine pretekle v EU. Severni tok je bil zgrajen za večje količine, že enka, kaj še dvojka. Ta nemška cena 130 kapica, to je nek mit, zakon še ni sprejet. Je pa v nekih postopkih. Kaj bo na koncu, bomo pa še videli. Kako bo vplivala nova uredba o določitvi cene v EU na ceno? Načeloma naj bi porezala konice, a pa ni pa to, odgovor ni tak, da bo cena plina pod, ne vem, 180 ali pa pod 200. Bi pa konice in hitra nihanja ne bi pa porezala. Vlada kapice za velika podjetja ne postavi zato, ker bi bilo neskladno z začasnim okvirjem in pa z drugimi pravili državnih pomoči. Pogodba, ki je niste podpisali, najbrž ni veljavna. Jaz mislim, da bi bilo za večje odjemalce bolje, da grejo na borzno odkupno ceno.
individualno odločitev, ne morem tega komentirati, verjetno tudi dobavitelji ne. Predvidena gibanja cen spot in kup produktov do konca leta, jaz mislim, da jih noben ne more razložiti. Da prej v prezentaciji prvi Dejanovi je bilo nekaj povedano, ampak bolj detaljno za naprej pa prihodnosti ne zna napovedati nihče. Ne, cene LNG-ja zaenkrat ni predvideno, da bi ga omejevali. Zdaj, odklop zagrožen sem jaz prej omenil, to univerzalno velja, to je veljalo lansko leto, letos in tudi naslednje leto. Kdor nima pogodbe o dobavi, ga pač operater odklopi od sistema, velja za firme, za gospodinjstva so neke izjeme, to pa tudi vse, kar je. Kosa Pogače ne bi komentiral. Kako se bo vlada odzvala? Z regulacijo cen se je odzvala in zakonom o unim, ki omogoča vračilo dela stroškov za nakup elektrike in plina. Hinko, lahko se tukaj na ta priporočila malo jaz nanašam. Ta priporočila sem jaz razumel, so bila dana v mesecu septembru, oktobru, novembru, to je po tisti špici, ki je bila visoka v oktobru in je bila cena 1000, pol septembra je bila okrog 500-600 in takrat so se dala priporočila, ne se počaka. Ne. V novembru je tudi potem, ko so bila potem dana priporočila, zdaj pa dajte skleniti pogodbe, so bili na nivojih okrog 300 evrov, potem pa zaradi splošnega, pač, ker so posod po Evropi, plač podjetja morala na koncu pač neke pogodbe skleniti, so tudi potem cene takrat očitno rasle pač na trgu. To, da bi pa po novem letu tako močno cene padle navzdol, je pa bila z tistega trenutka gledišča tista špekulacija in zdaj pač nekateri, ki so se odločili in vstopili na spod cene v leto, so seveda s tem profitirali, ampak tega objektivno gledano predvideti ni mogel nihče z gotovostjo. Tako da pač je treba malo ločiti in jaz mislim, da tista priporočila, ki so bila dana, da se je počakalo in izognjeno tistim najvišjim cenam, ki so bila v septembru, oktobru, so bila ustrezna. Ja. Kaj bi dodal, mogoče samo bi podprl tudi, da tudi seveda spod cene omogočajo, da če greš izbereš spod cene, da prideš bolj skozi. Ampak ne pozabi, da vsi tisti, ki so se odločili lani in predlanskim za spot, oziroma v letu 2021 in 2020, da za leto 2021 in 2022 grejo na spot cene, so zelo, zelo slabo odnesli. Da so plačevali dvakrat, tudi trikrat više cene od tistih, ki so sklenili za fiksne produkte. Tako da zdaj gleda, da se je pač uresničilo to, da je bila ekstremno topla zima in so cene padle kot nek recept za smiselno na spot cene, mislim, da je malo preveč riskantno. Niti na global warming se ne moramo zanašati. Vprašanje 45% pred datumom, 55% po datumu, jaz mislim, da ampak da je tako mišljena uredba, da za količino po datumu Komentar, veliko podjetje sem prej že odgovoril. Nekdo, srednji poslovni domalec je padel na solo in ne dobi ponudbe. Jaz mislim, da ponudbe v tem hipu dajete ven dobavitelji, tako da to sploh... Za spot pogodbe pa kapico smo že prej odgovorili. Kdor je na spotu, kdor je na uredbi, kdor je zaradi boljše pogodbe pod uredbo, je srečno za njega pod uredbo. Možna je pa še enkrat kombinacija, polovica po uredbi, polovica po spotu. Javni naročniki, to smo že prej obdelali, več kot to, ko ne morem dati zadovoljivega odgovora. Kateri dobavitelji oddajate ponudbe za leto 2025, dobavitelji, prosim? Mi dajemo ponudbe. Dobavitelji, ki so v okviru naše skupine dajo, ampak kar vem, večina daje tudi za 25. leto. Se lahko jaz tu samo malo oglasim, ker se že trikrat vprašal različne ljudi, pa ne dobim odgovora. Od Celje ECE se trudim že v lanskem letu pridobiti ponudbo, pa ni možno pridobiti.
ker pravijo, da je preveč dela z obstoječimi, pa od 1. januarja letos pa še tudi nisem dobil ponudbe za električno energijo. Pač ne pride, ni odgovora. V lanskem letu definitivno, ko smo imeli tako gneče, da smo komaj uspeli delati, ker smo imeli večino pogodb na koncu leta, drugače zdaj dajemo, tako da bomo to preverili in bomo to ponudbo lahko dobiti. Alenka Marovt. Ja. Prosim lepo. Jaz sem se hotela samo odzvati. Jaz sem Alenka Marovt z Ministrstva za gospodarstvo. Na vprašanje enega gospoda, ker po moje je to kar že pri nas tudi kar dostikrat se izpostavilo, kaj je s podjetji, ki so na nekem seznamu, ki so neopredeljeni, če smem odgovoriti. Prosim lepo, ja. Zdaj sem dojel kratico MGTS. Ja, zdaj sem morala novo kratico napisati danes naprej. Ja. Gospodarstvo, turizem in šport za tiste, ki ne veste. Tako, vse zato, v bistvu za gospodarstvo, ja, no. Zadeva je taka, Ministrstvo za gospodarstvo je po uredbi po 4. členu, po 4. odstavku 2. člena je zahtevano, da predloži elektrodistributerju, se pravi SODU, seznam podjetij, oziroma mikro, malih in srednje velikih podjetij, kar smo mi dejansko storili. Z SODom smo na vezi, kar pa je dejansko izziv, je pač to, da iz AJPES-a, kar dobimo mi podatke, so podatki o podjetjih, ki so oddala letna poročila za leto 2021, za 2022 se šele bojo letos. Kar pomeni, da je izziv za tista podjetja, ki so bila kasneje ustanovljena, ali pa tista, ki pač ne oddajo letnih poročil. Dejansko smo mi izračun naredili glede, ker to sploh ne obstaja, v Sloveniji še ni obstajalo, da bi bil izračun po evropski uredbi oziroma po tem 2. členu priloge k EU priporočilu. In seveda to smo naredili in opredelili podjetja kot mikro, mala oziroma srednja ter velika. Ostalo je pa okrog kar velik delež, zelo velik delež, okrog 100 000 skoraj podjetij, ki pa so, bi rekli, pod narekovaji neopredeljena. Dejansko večinoma to gre za male poslovne odjemalce, oziroma ta podjetja, ki pač ne rabijo oddajati letnih poročil, oziroma za tista novo ustanovljena. Ampak jaz bi samo želela, da podjetja naj ne skrbijo, mi smo se povezali s SODom, SODom zdaj te podatke povezuje z odjemnimi mesti in vsak poslovni subjekt, se pravi vsakdo bo nekako opredeljen. Večina teh, ki so na tem drugem delu, ki ne moremo jih opredeliti, so itak mikro, mala oziroma srednje velika podjetja, ker večina, ki jih so na novo ustanovljena, so pač v tej kategoriji, oziroma če so mali poslovni odjemalci, večinoma so tudi v tej kategoriji. Ampak SODO kot elektrodistributer bo to lahko opredelil. Hkrati bi pa mogoče še to rekla, da ni samo ta definicija pomembna, ker ves čas podjetja mogoče malo pozabljajo, treba uredbo res natančno prebrati. Ena stvar je, da si mikro, malo ali pa srednje veliko podjetje, drugo je pa, da ste končni odjemalec po zakonu o oskrbi z električno energijo. Končni odjemalec pa pomeni, da imate odjemno mesto. To pomeni, to je bilo recimo tudi, če je nekdo najemnik, nima odjemnega mesta, pomeni, da ne spada v to kategorijo, oziroma ga ne moremo opredeliti kot mikro, malo oziroma srednje podjetje, ampak hočem povedati samo to, plus tega še tisti pogoj, da je pač pogodba sklenjena od 9.11. dalje, 2022. Se pravi, vse troje je treba gledati in hkrati pa želim povedati, da vsako podjetje ali bo imelo regulirano ceno ali pa bo imelo možnost do subvencije po zakonu o pomoči gospodarstvu. Tako da v vsakem primeru nihče ne bo izpadel iz tega ven. To je mogoče pojasnilo in vsako podjetje bo opredeljeno po velikosti. Hvala lepa, Alenka, za ta pojasnila. Kar to bi še dopolnil to zadnjo misel, predzadnjo, odjemno mesto iz javnega omrežja. Tisti, ki imajo v nekem zasebnem omrežju neki super novi BTC-ju odštevalne števce, tisto niso odjemna mesta in tisti so bodisi lastniki, bodisi najemniki prostorov upravičeni do pomoči
do pomoči po zakonu o pomoči gospodarstvu, kar je ravno kar Alenka povedala, pa hvala za to. Prej, roka je še gor, Marko Gorjak, prosim, končajte, če prej niste do konca. Ja, ne slišimo se. Glede na uredbo, mi imamo pogodbo sklenjeno za celo leto, se pravi do 30.6. smo pod uredbo, čeprav bi subvencija za nas bila v tem trenutku ugodnejša, ampak dobro. Kaj se pa zgodi po 30.6., zato ker praktično za subvencijo moč pravočasno oddati vlogo, ki pa ne moremo oddati, zato ker pademo pod subvencijo, torej nimamo možnosti sploh za prijavo na subvencijo. Kaj se bo zgodilo po 30.6.? To lahko jaz odgovorim, če Hinkol smem. Ja, prosim. Dejansko je tako, da vsa podjetja, glede na to, da je do 30.6. in ni še, kako naj rečem, odločeno, da bo podaljšana uredba, vsako podjetje, tudi tisto, ki predvideva odložiti vlogo za drugo polletje, mora oddati vlogo do 28.2., tako kot je pač določeno. Za prvo polletje pač ne, za drugo polletje pa ja, itak gre za ocene, tako količine kot cene po našem zakonu, tako da ja, oddate vlogo, ja. Potem pa, če bo regulirano, bo avtomatsko prišlo do tega. Mi sicer najbolj idealen scenarij bi bil, da do nekje sredine februarja vlada se odloči, ali bo regulirala naprej ali ne. V tem primeru potem pač ne oddajate vloge, če pa ne bo odločeno do vsaj 28.2., potem pa bo v primeru, da bo podaljšano, se vaša vloga potem ne bo upoštevala, oziroma boste dobili obvestilo, vaša cena je regulirana, pač ti podatki se ne bojo upoštevali. Ampak v vsakem primeru, če želite za drugo polletje oddati, potem oddajte, tako kot je po zakonu. Ja, hvala. Žal ni to optimalna rešitev z vidika poslovanja v tem hipu, ampak takole imamo. Zdaj, jaz sem tukaj čas naprej par vprašanj prebral, nekaj se jih še nanaša na to, del pogodbe po spotu, del po fiksni ceni, to mislim, da smo že prej pojasnili, da ne bomo naprej prišli, tukaj nima smisla zakupe v korakih. Tega ne razumem, kaj je nekdo po 12-tinah zakupoval, ampak načeloma regulacija velja za tisto, kar je kupljeno v obdobju, ko je bila uredba, če govorimo o MSP-jih, pa za celo leto 2022. Velikost podjetij, ja, pa smo na poslovni coni tezno, to smo omenili, vse to sva zdaj Zelenko že povedala. Tisti, ki nimajo odjemnega mesta iz javnega omrežja, cena po kakšni jim, zdaj tukaj sta dve stvari. Eno je, da je pač cena po kakšni kupujejo elektriko in ali plin od teh lastnikov poslovnih con ali poslovnih objektov, je stvar njihovega pogodbenega odnosa, so pa upravičeni do povračila po zakonu o pomoči v gospodarstvu. To je eno dejstvo. Drugo dejstvo pa je tako, da je v velikih primerih tudi tako, da je lastnik tega kompleksa, ki ima na svojem dvorišču ali v svoji stavbi najemnike ali pa celo lastnike prostorov, ki nimajo dostopa do javnega omrežja, da je ta lastnik kompleksa, pa ni to samo Tezno, pa Iskra, pa Stegne, pa še kje, pa pol 400 takih je v Sloveniji. V veliki večini primerov je ta lastnik dvorišča ali te velike stavbe veliko podjetje in ni upravičen do teh reguliranih cen. Zato tudi ni zdaj vedno to, da on kupuje po 200, nam pa prodaja po 500, kje je to zaslužil. Dejansko, če je on veliko podjetje, tudi kupuje po nekih tržnih cenah, kakorkoli je pač že kupil. To samo za pojasnilo, zakaj so take razlike. Ja, načeloma mora dobavitelj obvestiti po zakonu 30 dni pred dvigom cene, izjema so te uredbe, ki pač tam ste videli, kako so bile sprejemane. Ta zadnja je bila 28. decembra sprejeta, ne, 30. decembra objavljena v Uradnem listu, pa še zdaj neke plinske delamo, tudi take iz danes na jutri, ampak tukaj pač ne more, dobavitelj ne more obvestiti odjemalcev, da je cena po vladni uredbi
da začne veljati jutri, tega pač ne more 30 dni vnaprej obvestiti. Mislim pa, da v interesu odjemalca, da ima to nižjo ceno, da je dobavitelj tisti, ki bi se lahko nad 30 dnevi pritoževal, če že kdo. Ja. Tudi veliko podjetij je pa najemnik MSP do subvencije, ja, do regulirane cene ne. Javne smo obdelali, žal nimam zadovoljivega odgovora. Subvencije je Lenka povedala, vprašanje presega današnjo debato. Smo poceni ruskemu plinu dodali vrednost in to je stvar poslovnih odločitev posameznih firm, tudi navedenega Taluma, in v to ne naše, ne gospodarsko ministrstvo ne posega. Ne, uredba je pač določila datum z obrazložitvijo, kakršna je. Žal tisti pred 9.11. ne padejo vanjo. Velja pa uredba za vse tiste, ki bodo pogodbo sklenili, na primer novi odjemalci, ki nastajajo zdaj, nekaj je takih, za tiste pa velja. Ni samo tisto iz prehodne določbe od 9.11. do novega leta. Kapica za MSP za zemeljski plin zaenkrat ni v igri, razmišljali smo o marsičem, ampak zaenkrat ni v igri. Ta vprašanje presega in ne bi nanj odgovarjal, dodana vrednost na zaposlenega pa račun za elektriko, žal je temu tako. To bi pa mogoče prosil, ker navaja veliko podjetje, zakaj ne moremo kupiti direktno od proizvajalca, to bi pa Tomaža prosil, če lahko pokomentira. HSE ima v lasti dva dobavitelja električne energije, to je ECE in Energija Plus, ki prodajata električno energijo končnim odjemalcem. Ima tudi direktno pogodbe z dvemi največjimi odjemalci, ampak to so predvsem Železarji in Talum, ki so bolj kot neka vrsta trgovci in imajo svojo bilančno skupino, tudi oziroma bilančno podskupino. To, da je HSE prodajal po nižjih cenah, kot ste mogoče vi kupovali, to ne pomeni, da je v nekem trenutku dajo nižjo ceno tržne, ampak samo, da je bilo prodano v različnih trenutkih, se pravi, da verjetno je del svoje proizvodnje prodal že vnaprej. Ampak mimogrede tudi za leto 2022, ko je tako opevano, je HSE v Sloveniji prodal več električne energije, kot je sam proizvedel. Tako da ni res, da je tukaj končala ta električna energija v tujini. Je kar nekaj viška te električne energije, se pravi, je mogel še dodatno kupovati, da je zadostil vse, kar je prodal v Sloveniji. Tomaž, lahko v tem hipu še eno vprašanje, ki sem ga prej preskočil, ki navaja, da je domnevna proizvodna cena v Sloveniji 50 ali 55 evrov, prodajna pa toliko višja. Ja, to je bolj tako pivska debata, ker se dostikrat pojavlja. Ljudje mogoče imajo podatke izpred ne vem koliko let, ampak proizvodni stroški so šli precej gor. Že če veste, da je trenutno cena samo CO2 kuponov okrog 85 evrov na tono, to pomeni cirka 80-85 evrov tudi stroška elektrike v Tešu, samo iz vidika CO2. Tukaj noter ni še nobenega stroška premoga, amortizacije elektrarn, stroška dela, nič ne. Tako da, če gledamo ceno termoenot, smo, bi rekel temu, da ne bom povzbudil kakšnih poslovnih skrivnosti, ampak je 200 evrov okvirna cena, če vzamete, niste dosti zgrešili. Pa ne bom povedal, na katero stran. Kar ste pa v tujini kupili več, kot ste v Sloveniji proizvedli, ste pa itak kupili po nekih... Po tržnih pogojih. Po tržnih pogojih. Tako da povprečje še dobro je, da je tako, kot je. Ob dejstvu, da je bila lansko leto proizvodnja v Republiki Sloveniji skupaj, oba stebra in še vsi mali proizvajalci skupaj, samo 70% slovenske porabe in da smo lansko leto ekstremno veliko vozili, 30% elektrike, na drugi strani pa še tista elektrika, ki smo jo naredili,
je bilo kar nekaj proizvedeno iz kurilnega olja in pa iz izjemno dragega zemeljskega plina. Pa še to, za leto 2022 ste imeli, mislim, da večina vas odjemalcev, razen tistih, ki so šli na spot plus model, ste imeli cene, ki so veljale izpred vojne, se pravi, ki so bile relativno ugodne. In HSE je vse te cene držal, medtem ko ni bilo hidroproizvodnje in ko ni bilo termoproizvodnje, je mogel to kupovati na trgu. In ker je prodal odjemalcem slovenskim pač to, kar jim je prodal, in je mogel kasneje kupovati to na trgu, je za svojo elektriko, za teh 20-30%, ki je mogel dokupiti na trgu, plačal več po teh visokih cenah, kot je dobil prej za 90% prodane svoje proizvodnje na trgu. In to je tisto, kar je proizvedlo do minus in tudi poslovni rezultat je bo temu primeren v lanskem letu. Seveda upamo, da letos se to ne bo zgodilo in da bomo to nekako prinesli noter, kar nam je tudi lastnik posodil in mu tudi vrnili. Hvala. Ampak to ni krivica podjetij. Mi smo pač zakupili v danem času. Saj noben ni rekel, da je kakšna krivica. Vem, ampak sliši se v bistvu, da smo zdaj v bistvu podjetje odgovorno ali pa ne vem, saj jaz sem tako slišal, glede na to, da smo kupili. Daleč od tega. Sem hotel samo povedati, da minus je nastal izključno na HSE-ju, na proizvajalcih, ki tudi delno tudi drugi steber, ki je moral to elektriko izpadlo iz slabe hidrologije kupovati na trgu in to smo proizvajalci oziroma skupine proizvajalcev prevzeli izključno nase. Enega odjemalca nismo zahtevali nobene nižje cene in to je tudi tisto, kar se je prej dobavitelji so opozorili, da ko so pogodbe na trgu sklenjene, so sklenjene za vse. Se pravi, in če cene rastejo in če cene padajo. Ker če ta koncept ne velja več, potem se cel trg zruši in tukaj ni samo pogodbena kazen, tudi noben drugi ne bo hotel več sklepati s takim dobaviteljem ali pa takim odjemalcem pogodbe. Ker namreč, če smo mi prodali po eni ceni in če se vam splača zdaj prekiniti in kupiti po drugi ceni, tudi mi moramo to kupovati na trgu in strošek, ki s tem nastane, bomo zahtevali, da se povrne strani tistega, ki je prekinil pogodbo. Ja, hvala za ta pojasnila. Ja, zdaj podjetje se ne more odločati, ali gre v uredbo ali ne gre, ali gre v povračilo. Načeloma nima te izbire, seveda si pa to izbiro, Alenka, lepo prosim za dopolnilo, če bom preveč zdaj zinil iz vašega zakona, ki ne poznam. Podjetje, ki se odloči, da gre na spot ali na drugačno vezavo na tržno ceno in ne po regulirani ceni, a lahko stisnemo potem pride po pomoč na Spirit oziroma na MGRT. Alenke ni z nami, na to ne moramo odgovoriti, ampak načeloma nimajo možnosti podjetja se kar a bi tako. Kdor ima reguliranost. Podjetje, ki je rastlo, ja, tega problema se zavedamo. Žal smo vezani na pravila, da mora biti na preteklo porabo, za tisto količino je cena regulirana, za ostalo ne. In tudi tukaj mislim, da je... Mogoče jaz samo dopolnim, mi smo poskušali pri Evropski komisiji glede teh neko sorazmernost, glede na to, da je ali podjetje raslo ali pa zaposlovalo ali pa karkoli, pač v tem primeru ne dosega potem te glede količin, ampak Evropska komisija nam je to pač zavrnila. Da žal je pač taka dikcija, kot je. Tako da, ja. Ja, hvala. To sem že prej rekel, Nemčija, Španija se napoveduje, zato ne morem komentirati, kaj bo, če bo to šlo v Nemčiji skozi. Zaenkrat smo vsaj za velik segment podjetij, po številu podjetij, ceno kljub vsemu zamejili, za del seveda, ne za 100% porabe. Tudi ta nemška napoved ne bi bila za 70% porabe, ne za 100%. Vprašanje, ja, javno naročanje, ne moramo pijeti v malo podjetje za pol leta, ali za nas velja kapica. Mislim, da je uredba na celo leto napisana. Seznam smo že prej obdelali, ponudbe pravijo dobavitelji, da dajejo in več kot toliko tega ne moramo preveriti.
do pol leta potem zakon o subvencijah, to smo povedali, oziroma je Alenka povedala. Tole pa res, komunalna podjetja, Alenka, lahko prosim to, če slučajno znaš. Ja, tako kot sem prej rekla, lastništvo ni pomembno, komunalna so javna podjetja, ne. Zdaj, če pri nas je jasno, potrebno je, da je upravičenec registriran, tako kot pač piše, ali po zakonu o gospodarskih družbah, zakonu o zavodih, zakonu o društvih in tako naprej, kar pač je lastništvo, se pravi, če je to javno, je to občinsko, to ni omejeno z zakonom, tako da in tudi glede pri uredbi, če gledamo, če se gleda samo 2. člen priloge pri EU priporočilu, se gledajo samo kvantitativni podatki, kar pomeni, da lastništvo, glede na to, da recimo po državnih pomočeh, če gledamo, so avtomatsko velika podjetja, tista, ki imajo neko državno občinsko lastništvo, ali pa če so povezana. V tem primeru pri uredbi to se ne upošteva, ker se upošteva samo 2. člen te priloge. Kar pomeni samo ti kvantitativni podatki, plus tista 2 kriterija, ko sem rekla, da je res končni odjemalec, pa da ima sklenjeno pogodbo pravočasno. To je to, no. To je, da po našem zakonu lastništvo ni pomembno, lahko se prijavijo in Je pa pomemben zakon, na podlagi katerega so ustanovljeni. Tako. Če so na podlagi zakona Vse o ponavadi, zavodih, recimo, če je d. o. o. ali d.d. ali karkoli, to je vse vključeno noter. Tudi če je v občinski lasti. Tudi če je v občinski lasti. Lahko samo nekaj vprašam, Brigita, tu, ko sem zastavila to vprašanje, kaj pa to, da nas je v bistvu 18 oziroma 16 komunalnih podjetij skupaj naredilo javni razpis, in sicer za prvo polovico leta, ker smo oziroma v novembru smo poskušali za celo leto 2023 in smo pač dobili cene 700 in toliko evrov, zato smo šli potem v prekinitev razpisa in ponovni razpis samo za prvo polovico 2023, dobili sicer nekoliko ugodnejše, višje sicer kot Kapica. Zanima pa me, kaj zdaj, a bomo za to prvo polovico leta upravičeni do Kapice ali ne? Jaz mislim, ampak da je uredba napisana na celo leto, ampak dajte prosim nam poslati to še pisno, pa vam bo... Mali poslovni odjemalci imajo do 31.8. regulirano. Ne, ampak če so ampak a morajo biti regulirano že, ampak a morajo imeti pogodbo za celo leto ali samo za pol leta? Veste, pogovarjamo se... Če želite za subvencijo ali za kaj? Ne, za regulirano ceno. Za Kapico, no, Alenka, za nas je vprašanje. Dobro. Jaz hočem samo reči, za subvencijo ni potrebna pogodba. Ja, mi prosim, gospod Šelinc, poveste, kam lahko pošljemo vprašanje, ker se pogovarjamo o tem, da je zadnji cirka 500 tisoč prebivalcev Slovenije v teh 16 komunalnih podjetjih. Pošljite na ministrstvo, kaj smo pa zdaj, okolje, prostor, okolje, podnebje in energija. Saj mail že obstaja in tudi pošte že prehajajo že 2 dni. Ne na imena, glavno pisarno. Vredu, hvala lepa vam. Zbornice lahko, no, vse z zbornicami, vse načeloma promptno odgovarjamo na ta vprašanja, ampak res vam ne vem povedati za vse detajle, ker zdaj malo presegamo današnje predstavitve, ampak glede na to, da smo še znotraj časovnega okvirja, nimam težav. Smo v službi, pa kar pač lahko pomagamo, lahko. Ja, še enkrat primer BTC odštevalni števci. Skratka, kdor ima prevzemno predajno oziroma merilno mesto iz javnega omrežja za distribucijo električne energije, je upravičen do regulacije cene po uredbi, odvisno pač od velikosti podjetja, od tega javni zavod ali kakorkoli že, ker imamo 3 različne uredbe oziroma 4. Kdor nima, je upravičen do pomoči po zakonu o pomoči gospodarstvu, ki je od MGRT-ja, to, kar je kolegica Alenka že predstavljala, vkolikor je pač upravičen po tistem zakonu. Če je gospodarska družba ustanovljena po ZGD-ju, je upravičen do tiste pomoči. Če je društvo, pa žal ne, ampak sej mislim, da društvo danes... Ne, tudi društvo, ravno to sem rekla, da lahko, zdaj si pogledaj 2. člen, mislim, da je zakona, je lahko zavod, društvo, sindikat, po ZGD-ju, skoraj vse
vsi subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. To je ključno. Da ni društvo, Pa ki javni pač zavod pa ne, ja, v redu. javni zavod ne, pa javno, neka Ja, javni ja, zavod ja. ne. Ja. Ki opravlja gospodarsko dejavnost, je bistvo. Javni zavod, osnovna šola ni upravičen. Tako, pa zdravstveni domovi, pa take stvari. To Ja. niso. Tako. Zdaj niso dajali ponudb, mislim, da smo to razjasnili. No, decembra je bilo tako, da smo pač veseli, da smo vsi, oziroma da ste vsi podpisali pogodbe, zdaj ponudbe spet dajo tudi ne samo svojim dosedanjim odjemalcem. Če jih pa ne dajo vsi, če jih ne morete dobiti 5, dopuščam to možnost, ampak načeloma dobavitelji dajo ponudbe. A me prosim, dobavitelji dopolnite, a potrdite to, ampak vse ste že prej potrdili. Kaj, če trenutno nimate pogodbe? Ne vem. Odklopiti vas bi morali, če ste na javnem omrežju. Ja, to sem že prej povedal. Odštevalni števc, končni uporabnik, nima veze vaša velikost. Nimate regulirane cene. Če nimate števca iz javnega omrežja, potem sploh ne padete v uredbo o regulirani ceni in se tudi ne da govoriti, da ste mali poslovni odjemalec, ker niste, ker preprosto se to, definicije so take. Žal. Hvala za pohvalo, kdorkoli že je to napisal. Ja, tudi hvala dobaviteljem za sodelovanje. No. To je rezultat skupine, kot je prej že minister povedal, ki je bila prejšnji teden na Ministrstvu za gospodarstvo, in še enkrat tudi z naše strani hvala dobaviteljem za predstavitve in za sodelovanje. Ker pač mi smo večkrat toliko, da skličemo Webex, ne moramo napovedovati in pomagati. Se opravičujem, lahko še eno vprašanje, Irena Rimac-Gaspari tukaj. Ja, lahko, prosim, saj smo tukaj. Gre v bistvu za to, da osebno nisem razumela odgovora na vprašanje, ki se nanaša na primere, ko na eni veliki lokaciji, na kateri so različna podjetja, različne velikosti in obstaja eno merilno mesto in obstaja končni uporabnik, ki upravlja s tem merilnim mestom in sklepa direktno pogodbo o dobavi elektrike z dobaviteljem elektrike. Potem ta končni odjemalec na določenim podjetjem, ki živijo v tem okolju, pošilja račune. In vprašanje je tukaj, ali subvencijo ali pač kapico za električno energijo ali plin uveljavlja ta končni odjemalec, ki je sklenil pogodbo z dobaviteljem, ali lahko uveljavljajo podjetja, ki jim ta končni odjemalec dobavlja energent. Tega nisem razumela. Če je ta, čakaj, Lenka, najprej jaz povedal ti naprej. Če je ta končni odjemalec iz javnega omrežja, lastnik dvorišča, ga bom imenoval, malo... Je pooblaščen za upravljanje. Ja, ampak če je malo ali srednje podjetje, je on upravičen do regulirane cene. In potem prenaša na vas. Če je veliko podjetje, je žal samo po polni ceni, ki ima sklic na nemško borzo, ki pač v tem hipu predstavlja tržno ceno. Skratka, njegov status napram dobavitelju je odvisen od njegove velikosti. Ne glede na njegovo velikost, pa te na njegovem dvorišču, oziroma te, ki kupujejo elektriko od njega, ali pa si delijo strošek računa, ker so različne pogodbe, te pa so, Lenka, prosim. Tako je. Po zakonu o pomoči gospodarstvu so pa najemniki, se pravi tisti, ki so znotraj nekega trgovskega centra, poslovne stavbe, poslovne cone ali karkoli, ki nimajo odjemnega mesta, so upravičeni in se morajo le ti prijaviti. Medtem ko najemodajalec se lahko prijavi samo za tisti del elektrike ali pač plina ali karkoli, pač ker je za tisti del, za katerega sam porabi. Pri nas je končni odjemalec ni enako definiran, to so nas tudi na Ministrstvu za karkoli okolje, podnebje in energijo opozarjali, da pač imamo drugačno definicijo. Ja, za potrebe našega zakona je končni odjemalec zaradi Evropskega začasnega kriznega okvira tisti, ki porablja električno energijo. Se pravi, ni enako kot pri zakonu o oskrbi z elektriko, kjer je tisti, ki ima
odjemno mesto. V tem primeru je po uredbi tisti, ki ima pač odjemno mesto, pri nas pa tisti, ki porablja. Se pravi, najemniki se prijavijo, če nimajo regulirane cene, kar je logično, nimajo, ker nimajo odjemnega mesta, na Spirit Slovenija. Ja, čas se nam izteka, tukaj pa zdaj vidim, dajmo najprej te dve roki, prosim, pa začnimo žensko, Romana ima roko gor. Ja, jaz imam samo že en telefon. Mene zanima samo, kaj je s tem datumom v novembru. Kaj tisti, ki smo prej podpisali pogodbo, bomo dobili zdaj to nižjo ceno ali ne? Ne, tisti, ki ste pred datumom izpadete, žal. Taka je določba uredbe. Še Gorazd. Lahko se pa prijavite na subvencijo. Lahko se pa prijavite na subvencijo, ker niste regulirani. Lep pozdrav, Gorazd Mendec, Cona Tezno. Zdaj, parkrat je bilo omenjeno te cone. Samo eno dodatno vprašanje, ker mi smo majhno podjetje, se pravi Kapica, da skrajšam. Imamo pa na dvorišču veliko podjetje. Moje mnenje je, da veliko podjetje ni upravičeno do subvencije, ampak zapade pod Kapico, ker smo mi njegov pooblaščenec oziroma upravnik, ki to delimo. Ne, če ste vi malo, ste upravičeni do cene, ki velja za mala in srednja podjetja. Kaj pa njemu? Na vašem dvorišču ima pač srečo, da ste vi majhni. In ga ne morete izločiti. Mu pač to ceno, po kateri kupite, prenesete na njega, ki je velik. To sem mislil, samo za potrditev, tako. Ja, če imate vi to srečo, da ste mali oziroma srednji in ste upravičeni do regulirane cene, ima on to srečo, da je pri vas na dvorišču in v tem primeru bolj skozi pošel. Ne moramo iti na to, da je on velik. Samo bo pa zanimiva vseeno situacija, če se bo potem veliko podjetje prijavilo še na subvencijo. To je, ja, pa tudi to možnost ima. Ne sme, ne, to bom vse. To možnost ima, ampak če je na ta način veliko, mogoče ne bo izpolnil tistega pogoja, en pa polkratnik. Ne vem, težko rečem. Načeloma nimate vi nobene podlage, da mu cene, po kateri vi kupite, ne prenesete nanj naprej. Po nekem fair ključu, kakršnega ste imeli že do zdaj. Ni današnja tema, ampak načeloma subvencije za samooskrbo so predvidene za vse tipe odjemalcev, tudi v prihodnosti, take ali drugačne, v detajlih pa res niso za danes. Lepa hvala. Ali nas lahko odklopijo, če nimate pogodbe? Ja, dajte čim prej dobiti ponudbo in skleniti pogodbo. Pa še zadnje vprašanje, časa je glih toliko, da ga vam preberem, kaj je bolj dolgo. Upravnik. Tako je. Ja, so pač v neenakem položaju. Žal nimajo statusa odjemalca po energetskem zakonu oziroma zakonu o oskrbi z električno energijo. Kje in kdaj bo možno videti posnetek današnjega webinarja? Prosim pa, tole mora pa odgovoriti gospod Sebastian Ših. Ste z nami? Jaz vam ne znam odgovoriti, tudi vidim po številu, da nas je samo še 2/3 oziroma, 60% preklopljenih. Mislim, da je Združenje dobaviteljev ali pa ena zbornica je take snemal. Tak je bo tudi dogovor zadnjič na sestanku na Ministrstvu za gospodarstvo. Alenka, zadnje vprašanje zate, potem bi pa zaključili. GZS bo objavil to, v redu. Alenka, eno vprašanje še zate, če te ni več z nami. Samo ne vidim vprašanj, zato ker sem mobilna. Ja. Ko bomo v februarju dali vlogo subvencijo za drugo polletje, ali naj upoštevamo samo količine in cene za julij do december, ali bomo upoštevati povprečno ceno za celo leto? Samo tisto višjo, za drugo polovico.
Tako, ja. Ker prvo poletje, vi itak, če imate prvo poletje regulirano, ne boste imeli možnosti sploh vtipkati cen noter. Vi boste nesli cene za tiste cene, ki so za julij, avgust pa tako naprej in potem se izračuna povprečje na tisto, kar pač je. Še dve vprašanji za Alenko. Do konca leta nismo uspeli skleniti nove pogodbe za zemeljski plin, bomo upravičeni do subvencije, odgovor je ja. Ja. Če smo podpisali pogodbo za prve 3 mesece, lahko uveljavimo subvencijo, odgovor je ja. Pri nas je tako, da ocenite. Dejansko bomo pa potem naknadno preverjali s SODO in z dobavitelji, kakšne so cene in količine dejanske. Ni, Alenka, po vašem zakonu ni pogoj, da imaš pogodbo za celo leto, pol leta, kakorkoli že. Ne. Za tiste mesece, ko imaš ceno visoko, lahko uveljavljaš. Ker zdaj bo še, ne bo več dolgo, zdaj bom končal. Lahko se tisti izklopi, ki zraven govori. Jaz ga ne vidim. Malo prej sem še vprašanje dal v Ljubljano, 400 ljudi. Sebe moram zdaj nazaj prižgati. Ne, sem prižgan. V redu, jaz bi se zahvalil Alenki, kolegici iz MGRT-ja, zato, ker je, mislim, da je kar pomembno prispevala, ker je pač sistem kompliciran, regulirana cena, pomoč firmam za nakup. Zahvalil bi se tudi dobaviteljem za predstavitev in za odgovore. A bi mogoče Sebastian še dodal kakšen stavek za na konec? Ja, hvala. Bilo je dosti vprašanj zanimivih, s tem se mi vsak dan srečujemo. Zdaj, mi bomo, kar lahko za nas rečem, dali tudi vse od sebe, da bomo čim bolj ažurni in pa seveda, da bomo dali, da bomo sklepali pogodbe, tako da pripravljeni smo in dajte se odločiti. Predvsem pa tisti, ki nimate pogodbe v tem hipu, dajte jutri to vprašanje. Teh vprašanj je bilo danes nekaj, bom rekel, ne veliko, ampak nekaj. Je pa zelo zanimivo, ker na koncu mislim, da so se zelo aktivno vsi odjemalci, smo jih veliko o tem obveščali, tudi odločali, da so skleni pogodbe, kakorkoli že pač je, ker so se zavedali, kaj to pomeni. O tem smo tudi obveščali, tako da mi ne beležimo takih, ki ne bi imeli pogodb, no mogoče če kakšna izjema, za katero ne vem, ampak sicer menim, da je teh zelo malo. V redu, to je to, naj sklenejo čim prej. Še te, hvala lepa vsem za sodelovanje in zaključujemo točno po urniku. Do naslednjič. Nasvidenje. Hvala.